Gospa Lah, kdaj bomo podražitve nafte čutili na trgovskih policah v naših trgovinah v Sloveniji? Torej, v tem trenutku trgovina ne beleži nobenih zahtev po podražitvah. Bilo je nekaj zahtev, vendar v povezavi z dvigom minimalne plače oziroma vseh ostalih plač in pa z tem zimskim dodatkom. Tako da mi ocenjujemo, če se bodo zadeve na borzah naftnih derivatov oziroma pač cene surove nafte gibale približno na tem nivoju, kot je to sedaj, nekje koncem aprila bi utegnilo izključno in samo zaradi podražitve transportnih storitev. Je pa res, da je vlada odreagirala, bi rekla, v pravo smer z znižanjem, skrajšanjem intervala spremembe cen. S tem smo zaščitili svoje zaloge, tako komercialne kot tudi strateške, in pa seveda znižali to zanimanje tujih kupcev na slovenskem trgu. To je bila zelo velika napaka, ki smo jo naredili. Ta prevelika razlika v ceni je privabila kupce iz tujih držav in seveda to je povzročilo tudi zmedo na slovenskem trgu. Je pa še kar nekaj ukrepov, ki jih mi v trgovini vidimo, ki bi jih vlada v tem trenutku za znižanje cen naftnih derivatov lahko na nek način tudi sprovedla. Prvi tak ukrep bi bil, da bi davek na dodano vrednost zadržala v absolutnem znesku na tisti dan, ko so se drastično začele spreminjati cene nafte na borzi, in sicer zato, ker je to nek neplanirani prihodek državnega proračuna, ker v času nastanka proračuna seveda nismo mogli vedeti, da bo do te iranske vojne prišlo. Druga zadeva, ki bi jo lahko tudi sprovedli, je povečanje vračila trošarine avtoprevoznikom, pa skrajšanje intervala tega plačila. Prav tako pa za kmečko nafto menimo, da bi vlada že v tem trenutku lahko zaprosila Evropsko unijo, tu je trošarina namreč kot pri dizlu na najnižjem nivoju, da bi le to pri kmečki nafti še znižala. Gospod Podgoršek, obstaja sploh kakšna možnost, da kmetje ne bi višjih cen goriv in seveda tudi gnojil v bistvu prenesli v cene svojih izdelkov oziroma produktov, pridelkov? Zdaj, če govorimo samo o kmetijah, se bojim, da zelo težko. Zakaj? Kmetije so že v tem trenutku, kot je bil tudi v oddaji že posnetek, praktično na nuli ali celo že, če pogledamo širšo ekonomiko samih kmetij z amortizacijo in tako naprej, smo pa že daleč v rdečih številkah že v tem trenutku. In zato bomo zelo težko zdržali te više cene gnojil, više cene nafte, ki se v tem trenutku pojavlja. Moramo poudariti, da se je ravno kmečka nafta, torej kurilno olje, najbolj podražila za 44% od konca januarja do sedaj. Recimo bencin samo za 19%, še vedno veliko, klasičen dizel za 30%, torej skok tega stroška je pri kmetih največji. Ravno tako pri gnojilih, že omenjenih, tudi mi ocenjujemo, ko delamo analizo, kaj se dogaja na trgu. Pri mineralnih gnojilih je šla cena pri dušičnih gnojilih kar pri ureji za 43%, je sedaj višja v primerjavi z decembrsko ceno, ravno tako pri kanu 25%, ostala gnojila tam nekje med 15 in 20% višja cena. Torej, to pomeni, da se resnično dražijo sami stroški na teh kmetijah. In po drugi strani nam pa še sedaj padajo nekatere cene. Prašičereja ima najnižje cene zadnjih 8 let na kmetijah. Mlečni sektor v zadnjih pol leta je že znižal ceno za 25 do 28% na kmetijah. Da o kakšnem krompirju sploh ne govorim, ker smo imeli v jeseni težavo pri prodaji še tistih majhnih količin, kar jih v Sloveniji sploh pridelamo pri tako nizki samooskrbi, da se o ceni sploh ne pogovarjamo, ker je prišla enormna količina, recimo poceni krompirja iz Francije in tako naprej. Torej, ni več prostora za to, da bi lahko te izjemne podražitve ukalkulirali kar v samo enako ceno, kot je bilo tudi pred tem. Povejte mi, gospa Lah, dejali ste, da lahko pričakujemo podražitve izdelkov v trgovinah morda konec aprila samo zaradi cene dviga transportnih stroškov. Katere izdelke bo to najbolj vplivalo, recimo? Torej, to bo vplivalo na vse izdelke, ki so vezani na tak ali pa drugačen transport. V prvi fazi bo to ladijski transport za vse proizvode, ki potujejo z ladjami, v drugi fazi cestni transport. Vendar to je podražitev, ki jo pričakujemo izključno samo zaradi transporta. V drugi fazi
pridejo seveda na vrsto tudi podražitve, vkolikor se bodo naši dobavitelji za to odločili, tudi zaradi določenih surovin. In ne pozabimo tudi na embalažo, to je aluminijasta plastična embalaža, ki je vezana ravno tako na borzo oziroma na naftne derivate. Tako da nek niz podražitev je za pričakovati, čeprav v tem trenutku, kot sem rekla, zahtev še nimamo na mizi. Je pa v bistvu naša sreča, če gledam iz slovenske perspektive, da vstopamo v to, če lahko tako rečem, krizno obdobje, pravzaprav z nižjo inflacijo, kot je bila za časa ukrajinske krize, in da za temi trgi poslujemo nič oziroma veliko manj, kot smo poslovali z ukrajinskimi trgi. Tako da je ta učink, ki bo Slovenijo prizadel ali pa Evropo, če hočete, nekako bolj verižna posledica vseh dogodkov na tem zaradi tega geopolitičnega, da tako rečem, incidenta. Gospod Podgoršek, ne slišali ste poziv, ne v prispevku, da zbornica kmetom pomaga z dobavo stvari, kot so recimo umetna gnojila, nafta, da kmetje ne čakajo, ker so odvisni od vremena. Ja, moramo tukaj biti zelo jasni. Zbornica ne posega na trg, ni na trgu, to so zadruge v Sloveniji, ki združujejo tako nabavno trženje kot prodajno trženje. Pa vendarle, tudi v teh težkih časih, ko smo imeli veliko težavo z dobavo goriva, kmečke nafte, smo zelo intenzivno sodelovali s Petrolom in tukaj moramo, kakorkoli ga nekateri ves čas samo tarnajo, kako je Petrol igral neko igro. Na tem delu pa moram reči, da smo sprejeli nek, lahko rečem, nenapisan sporazum, določil 67 črpalk po vsej Sloveniji, kjer pa je tudi Petrol prednostno točil kmečko nafto, torej kurilno olje, zato da so kmetje lahko do tega prišli. Torej, mi neposredno ne posegamo na trg kot Kmetijsko-gozdarska zbornica, ne prodajamo gnojil, ne organiziramo tega dela trga, vendar pa konkretno pri nafti smo iskali skupaj z dobaviteljem rešitve, pri gnojilih spremljamo razmere, tukaj moram tudi biti iskren, skupaj z ministrstvom spremljamo razmere na trgu, ugotavljamo sicer manjše težave pri dobavi, zaenkrat nekih večjih, zaenkrat ni, morda na kakšnem bolj manjšem območju, torej večje pomanjkanje gnojil, ampak kot pravim, ključen problem bo dvig cene. Pa to lahko rečemo kar v celotnem kmetijsko-prehranskem sistemu. Kajti kmetijsko-prehranski sistemi so sistemi z nizko dodano vrednostjo. Torej vsaka sprememba cene nekje, nekega vhodnega materijala, transporta, embalaže, morda tudi kmetijskih pridelkov, bo se na koncu odrazila na ceni. Kot se je to že lani, kot je gospa lažje omenila, tudi božičnica, tudi dvig minimalne plače, to bodo plačali potrošniki. Torej, tukaj ni prostora za to, da bi to nekam kalkulirali in da bi to plačali in bi bilo vse tako, kot je bilo prej. Ni, ker so to sistemi z nizko dodano vrednostjo. In naj dodam samo še misel, maloprodajne cene nedvomno ne oblikuje kmet. To moramo biti iskreni. Kajti, če beležimo, kot sem že prej omenil, rekordno nizke cene svinjine pri kmetih, je v maloprodaji, v lanskem letu smo govorili celo o 12% dvigu cene svinjskega mesa v maloprodaji. Mlečni sektor je spustil, pri kmetih je cena padla v mlečnem sektorju za 25 do 28%. Se to pozna v maloprodaji? Verjetno ne. Da ne govorim o kruhu, včasih malo na pol špekulativno ali pa tudi ne rečemo, da bi mi lahko pšenico praktično podarili, pa to ne bi bistveno vplivalo na ceno kruha na koncu. Kako se boste torej, pa končamo, v teh nepredvidljivih okoliščinah, ko bodo prišli ti pritiski, ravnali trgovci? Boste zategnili morda tudi kaj pri sebi ali bo pač to enostavno nemogoče? No, statistični podatki govorijo, da je trgovina v letih 23 in 24 temeljito zategnila svoj pas. Vse te podražitve, ki so bile v primaru, torej v pridelavi in v predelavi, so po statističnih podatkih pravzaprav višje, kot je bil pa dvig maloprodajnih cen. Tudi trgovina ima samo 1,7% stopnjo donosnosti, torej nizko dodano vrednost, tako da prav velikega prostora ni in potrebno se bo soočiti z podražitvami, čeprav jaz moram povedati, da v tem trenutku je Slovenija, kar se tiče cen naftnih derivatov, pravzaprav praktično na najnižjem nivoju
v celotni Evropi in kar se tiče nekaterih prehrambenih proizvodov ravno tako. Je pa utopično razmišljati, da bo tako ostalo in je prav, da tudi mi kot potrošniki, kar se tiče porabe naftnih derivatov in tudi ostalih stvari, ravnamo racionalno. Seveda, najlepša hvala in v tem nadaljevanju daje. Hvala, da ste bili naša gosta. Hvala. Prosim. Z veseljem.